Veste, vsaka velika zgodba se začne z nečim majhnim. Zgodba o vodi se začne z eno samo kapljatko, ampak njeno potovanje vpliva na življenje prav vseh nas. Pa si poglejmo to neverjetno pot. To so vprašanja, ki si jih roko na srce vsi kdaj postavimo, kaj ne, že kot otroci. Odgovori pa nam razkrivajo enega najpomembnejših ciklov na našem planetu. Pa ga raziščemo. Preden gremo v globino, poglejmo si nekaj čisto preprostega. Kako lahko celoten vodni krog spravimo, v en sam kozarec? To je poskus, ki ga lahko naredi čisto vsak. Torej, postopek je res preprost. Vroča voda v večjem kozarcu začne izhlapevati, dviga se kot para. In ko ta topla, vlažna para zadene ob hladno folijo, ki jo seveda hladijo kocke ledu, takrat se zgodi magija. In poglejte, rezultat. Para se ohladi in se spremeni nazaj v tekočino. Te drobne kapljice se zbirajo, postanejo dovolj težke in padajo dol. Točno tako kot dež. Pravkar smo čisto zares ustvarili dež v kozarcu. No, ta proces, ki smo ga pravkar videli, ima seveda tudi strokovno ime. To je kondenzacija. In to je ključni del vodnega kroga. V naravi seveda ne gre za en kozarec, ampak za milijarde in milijarde drobnih kapljic, ki visoko v zraku oblikujejo oblake. Ampak ko voda pade na zemljo, se njeno potovanje šele zares začne. Kaj se zgodi potem? Kam ponikne? Pa poglejmo. Veste, narava je pravzaprav najboljši inženir. Ima svoj lasten, neverjetno učinkovit sistem čiščenja. Preden voda pride do globokih podzemnih zalog, mora skozi plasti zemlje, peska, kamenja in vsa ta od teh plasti deluje kot filter. Najboljše pa je, da lahko tudi to ponazorimo kar doma. S tem preprostim modelom pravzaprav oponašamo, kaj se dogaja pod našimi nogami. Vata ustavi večje delce, mivka in pesek pa ujameta tiste manjše nečistote. In ko čez to prelijemo umazano vodo, takrat v živo vidimo, kako močno je naravno čiščenje. In takole nekako to izgleda v resničnem svetu. Ta slika popolnoma ponazarja moč naravne filtracije. Voda, ki potuje skozi te plasti, postaja iz koraka v korak čistejša, dokler ni na koncu popolnoma bistra. Super, deluje za eno plastenko. Ampak, in to je zdaj tisto ključno vprašanje, je ta proces res dovolj močan, da zagotovi čisto pitno vodo za celotno državo? Za milijone ljudi? In tukaj se naša zgodba iz majhnega kozarca preseli na nacionalni nivo. Osredotočimo se na ogromne nevidne rezerve podzemne vode, ki so za Slovenijo pravi pravkratni zaklad. Morda se tega niti ne zavedamo, ko odpremo pipo, ampak Slovenija je, kar se tiče vodnih virov, resnično bogata. Pravzaprav smo ena najbogatejših držav v Evropi, še posebej, kar zadeva podzemno vodo. Zdaj pa pozor, ta številka je pa res nekaj posebnega. 97%. Skoraj vsi prebivalci Slovenije dobivamo pitno vodo iz teh podzemnih virov. To je skoraj nepredstavljivo. In ne gre samo za količino. Poslušajte tole. Citat iz poročila Agencije za okolje. To pomeni, da narava sama opravi tako dobro delo, da je voda pitna kar tako, direktno iz vira. To je res luksus, ki ga marsikje po svetu ne poznajo. In kako se imenujejo ti velikanski podzemni rezervoarji? Vodonosniki. Najlažje si jih je predstavljati kot neke ogromne naravne gobe pod zemljo, ki shranjujejo in hkrati čistijo vodo, ki potem priteče iz naših pip. V bistvu je to naš poskus s plastenko, ampak v naravnem, gigantskem merilu. Ampak kot pri vsakem zakladu obstaja nevarnost. Ta naš neokrnjeni vir žal ni varen pred vsem. Pa poglejmo, s kakšnimi grožnjami se sooča. In viri onesnaženja so, pravzaprav vse okoli nas. Najbolj so seveda na udaru tisti plitvajši vodonosniki. Onesnaževalec kmetijstva, se pravi pesticidi in gnojila, pa nenadzorovana odlagališča, industrija, vse to lahko pronica v tla in zastrupi našo vodo. In to ni samo neka oddaljena grožnja. V nekaterih delih Slovenije, še posebej na severovzhodu, kjer je kmetijstvo zelo intenzivno, je to že realnost. Tam so v vodu že našli preveč nitratov in pesticidov. Ampak da ne bomo preveč črnogledi. Zgodba ima tudi rešitev. In ta rešitev sloni na dveh stvareh. Na sistemskem nadzoru in na vsakem od nas.
Na srečo država tega ne prepušča naključju. Obstaja nacionalni program, ki nenehno preverja stanje naše podzemne vode. To pomeni, da se redno jemljajo vzorci in analizirajo, da se onesnaženje odkrije pravočasno. Toda država ne more narediti vsega. Zdaj pa en podatek za razmislek. Eno samo stranišče, ki malo pušča, veste tisto, ko imajo opazno kapljanje, lahko na dan zavrže več kot 200 litrov čiste pitne vode. 200 litrov. Vsak dan. To je ogromna izguba. In ravno tukaj vstopimo v igro mi, vsakodnevna, majhna dejanja. Zapiranje pipe, ko si umivamo zobe, popravilo tiste pipe, ki kaplja, zbiranje deževnice za vrt. To so malenkosti, ampak ko jih seštejemo, je njihov učinek ogromen. In s tem se krog sklene. Vrnili smo se k eni sami kapljici. Sporočilo je jasno, ne glede na to, kako majhno se zdi dejanje, pri ohranjanju tega neprecenljivega zaklada vsaka kapljica šteje. Prav vsaka.